Pozdravljeni. Niko Hülkenberg je bil eden izmed tistih voznikov, ki so v sezoni 2020 dobesedno presenetili. Vskočil je v zadnjem trenutku, pokazal izjemno dobre rezultate, a na koncu, podobno kot lani, ostal brez sedeža. Danes se bomo vprašali, zakaj. Niko Hülkenberg je letos bil pogostokrat v člankih, ki so se bavili z Formulo 1. Najprej, ko je nadomeščal Sergija Pereza in govorimo o veliki nagradi Velike Britanije ter veliki nagradi 70. obletnice Formule 1, obe v Silverstonu, ter ko je nadomeščal Lensa Strolla, velika nagrada Eifla. Nato je njegovo ime prišlo na dan v raznih virih še v najmanj dveh različnih priložnostih, a obe sta bile bolj proti koncu sezone. Najprej, ko je bilo zopet treba nadomeščati nekoga, ki je bil pozitiven na COVID-19, govorimo o Lewisu Hamiltonu, velika nagrada Shakirja. Čeprav tu moram priznati, mislim, da so si novinarji malce izposodili njegovo ime, in seveda na koncu pri Red Bullu, ko so se odločali, ali bodo obdržali Aleksandra Albona ali ga bodo zamenjali in s kom. A danes tu se ne bomo ukvarjali s tem, zakaj so pri Red Bullu izbrali Sergija Pereza. Spraševali se bomo, kako je možno, da Niko Hülkenberg, kljub temu, da vsi tako dobro govorijo o njem, nima neke vloge v Formuli 1. Kolikor je meni znano, Niku Hülkenbergu niso ponudili oziroma ni sprejel niti neke vloge testnega oziroma rezervnega voznika. Moram poudariti, da vsa tista nadomeščanja je opravil kot prosti voznik, brez da bi bil pogodbeno vezan na kogarkoli. In v prihodnje se mu obeta podoben status. A mislim, da v vsej tej zgodbi so mediji odigrali ključno vlogo. Namreč mi, navdušenci, imamo lahko drugačno predstavo od tistih, ki so v boksih in poznajo zadeve malce iz drugačnega zornega kota. Treba je poudariti, da Niko Hülkenberg je voznik, o katerem govorijo vsi le najboljše, a še danes ni dosegel stopničk v Formuli 1. Kljub temu, da se je nahajal v ekipah, kjer potencialno je bilo to možno. Lahko bi rekli, ni imel sreče. Bil je hiter v celotni svoji karieri, a treba je upoštevati, da nikoli ni naredil tiste razlike. Namreč rad bi poudaril, da letos v sezoni 2020, ko je nadomeščal v vseh treh priložnostih, je bil na kvalifikacijah, ali po pričakovanjih, ali malce slabše. Na veliki nagradi Velike Britanije je bil Lance Stroll 6. na kvalifikacijah, Hülkenberg 13. Na naslednji dirki tisti veliki nagradi 70. obletnice je bil res Hülkenberg 3., a Lance Stroll 6. Zanimivo je, da na veliki nagradi Eifla, ko je res vskočil v zadnjem možnem trenutku, je bil zadnji, a Sergio Perez je bil 9. Rad bi poudaril nekaj, kljub temu, da je bil res enkrat na veliki nagradi 70. obletnice Formule 1. Če pogledamo njegovega moštvenega kolego, je bil v vseh priložnostih, ko je bil Hülkenberg zraven, v zadnji fazi kvalifikacij, v Q3, med tistimi 10 najboljšimi. Torej, Niko Hülkenberg je imel v vseh priložnostih bolid, kateri je bil izjemno hiter in na katerem pač ni naredil tistega gromozanskega preskoka, kateri bi pomenil nek fantastičen, nepričakovan rezultat. Vsaj tako je moje mnenje.
Pustimo na to, kaj se je dogajalo na samih dirkah. Kot se boste verjetno spomnili, na veliki nagradi Velike Britanije sploh ni začel zaradi tehnične napake na njegovi sklopki. Nato v preostalih dveh dirkah je bil za svojim moštvenim kolegom in tudi tu bi lahko dobili marsikakšen izgovor, zakaj se mu je to zgodilo. V bistvu je bil po mojem osebnem mnenju še najboljši na veliki nagradi Eiffla, kjer je štartal kot zadnji. A pustimo sedaj to. Mislim, da mi navdušenci imamo ponavadi malce krajši spomin, kar se tiče določenih voznikov. Rad bi vas spomnil, da do konca sezone 2019 je Nico Hülkenberg vozil za tovarniško moštvo Renaulta. In seveda v Renault je pravzaprav prišel iz tiste Force Indije, današnjega Racing Pointa, po takratnih virih zato, ker si je želel biti v ekipi, katera je popoln konstruktor. Hotel je imeti neko ekipo, za katero bi stal nek resen proizvajalec, vsaj take so bile izjave. Mogoče si je želel ekipo, kjer bi bil prvi voznik, ne vem, ne poznam toliko ozadja. A v tistih 3 sezonah pri Renaultu nikoli po mojem osebnem videnju ni prevzel tiste vodilne vloge, katero bi pričakovali od njega. Spomnim se, da je Alainu Prostu v nekem intervjuju ušla pripomba, da je Nico Hülkenberg preveč pesimist, preveč negativen za tovarniško ekipo Renault. Mogoče je ta njegov pristop tisti, ki mu je zaprl marsikatera vrata in verjetno tudi želja biti prvi voznik. Seveda, vsi v Formuli 1 si želijo biti prvi vozniki, zmagovalci in na koncu svetovni prvaki. A tisti, ki jim uspe vsaj ena izmed teh 3 zadev, imajo za seboj tudi rezultate. Pri Nicu Hülkenbergu, kljub temu, da mu mnogi pripisujejo ogromen talent, rezultatov, čiste statistike ni. In če pride še karakter, kjer verjetno krivdo išče drugod, se marsikatera vrata zaprejo. Namreč znano je dejstvo, da na primer pri Red Bullu nimajo radi preveč kritičnih voznikov. In seveda izpustil je enkratno priložnost, kajti od sezone 2007 so rabili samo interne voznike, tiste, ki so jih vzgojili v svojih mladinskih programih. Lahko smo brali razne izjave in intervjuje, kjer so povedali vodilni pri Red Bullu, in tu govorim o Chrisu Hornerju, ne toliko o Helmutu Marku, da so Nica Hülkenberga dokaj hitro odkljukali. Potreben je bil samo en sam razgovor. Vemo, v Formuli 1 se v raznih intervjujih znajde marsikaj, kar na koncu lahko tudi ni resnično, a lahko bi sklepali, da Nico Hülkenberg je zahteval nekaj, kar mu pri Red Bullu niso bili pripravljeni ponuditi. In seveda ozrli so se drugam, mislim, da je to vsakomur jasno. A meni je situacija izjemno čudna, kajti če je vse tako, kot pišejo razni viri, kako da Nico Hülkenberg nima neke vloge, naprimer Robert Kubica jo pa ima. In verjetno so bili prav mediji tisti, ki so zgradili neko legendo o Nicu Hülkenbergu. Namreč sam osebno dvomim, da bi ga razne ekipe tako zlahka spustile, če bi bilo res vse tako, kot lahko prebiramo v raznih člankih. S tem ne govorim, da je Nico Hülkenberg slab voznik. Dokazal je mnogokrat, da je bistveno boljši kot tisto povprečje v Formuli 1. A to še ne pomeni prvič, da je tako dober, kot se sam verjetno ceni, in drugič, da je tako dober, da bi ga vsi vzeli
samo da ne bi šel k konkurenci. Mislim, da COVID-19 v Formuli 1 še ni rekel zadnje. Letos je Nico Hülkenberg dobil kar nekaj dobrih priložnosti in zanimivo bo videti v naslednji sezoni, ali se mu bo ponudila še kakšna. Imeti moramo v podzavesti, da mogoče si je Nico Hülkenberg tudi zaprl kakšna vrata. Čeprav v Formuli 1 pogostokrat prebiramo neke zadeve v medijih, v resnici je situacija čisto drugačna. Za enkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.